Najtežje stvari od same jebene glume. Jare do spoda, sve do luki voda. Zavesi lava na površju ni preporoda. Grobo v golino, lobanja se gloda, nogi hodo vedno več. A kje je oproda in tako se skupaj ali princ opazuje. Vrstnike natančne, dobra poga. Zdravljeni. Čau. Torej, ICO, v preteklosti je bilo zate značilno, da si uporabljal za glasbeno podlago že vnaprej pripravljene sete, ki jih je vrtel DJ, zdaj pa si naredil preskok na live band oziroma prave glasbenike. Čemu to? Jaz bi rekel to, ne, da v bistvu nisem jaz naredil tega preskoka, ampak da so pubeci naredili preskok, da so špilali moje komade in je Šuster Jakob, ki ga trenutno zdaj ni tukaj, prišel do mene pač kao z idejo, da je rekel, da ekipa špila moje komade, pa če bi to naredili in se mi zdela ideja ful dobra in sem rekel, da moramo pač postati ekipa in je to, ne. Pa gre pri tem za radovednost in za poskus ali bo zdaj to tvoja stalnica? Recimo, da moja življenjska filozofija je pač takšna, ne, da kot nek prost atom se gibljem v določenem prostoru, vamo, tamo, levo, desno in karkoli... Se slišimo? In katerikoli molekuli me zalepi, ne, torej to pomeni, da se počutim vrijo, to naredim. Ne. In zdaj smo recimo to naredili in smo naredili en preskok više in se mi zdi, da po nekem čudnem ključu spontanosti pa redkih vajah, ki jih imamo, vedno boljše postajamo. Ampak tako, da se mi zdi, da ni poanta v bistvu v tem, da bi non-stop drillali, ne? Ampak enostavno, da ko se najdemo, pa je res vibracija prava, vibe, ono, da sfuramo in danes smo tako sfurali v bistvu tudi koncerte, da sem v bistvu No, si pa bil tudi zelo politično aktiven, predvsem v času protestov, kar za hip-hop je prej izjema kot pravilo, predvsem kar se tiče besedil. Pa me zanima, oziroma pač hip-hoperi se a priori ne spuščajo toliko v politiko, ampak bolj osebne zadeve in stvari, ki se jim dogajajo vsakodnevno. Pa me zanima, kaj te je vleklo, oziroma kdaj si začutil to poslanstvo, da se pojaviš kot govorec na protestih in poveš svoje v rimah? No, jaz se s tem ne bi strinjal, kaj si v bistvu zdaj rekel, ne. Prva stvar, kar se tiče o tem, da rap, vsaj korenine rapa, ne, izhaja iz tega, da so bili družbeno kritični, ali je bila zajebancija, ali pa kakorkoli pač. Jaz mislim, da je pravi rap nadaljevanje punka in nekega, bomo rekli, družbeno-političnega gibanja, ne, torej ne, da si politično usmerjen, levo ali desno, kakorkoli pač, ampak samo, da se skupaj sprejemaš kot neki normalni državljan in potem v bistvu poveš, kaj ti nasede ali pa kaj ti ja, ne. Teda se pa strinjam s tabo delno, da dan danes skozi vse masovne medije šopajo hip-hop pa rap kot, ne vem, barbike in tak dalje, ne, torej vse je plastika, vse je samo en produkt, ki ga v bistvu prodajaš, ne. Poslednje piste, tukaj se mali princ odlično znajde, goji svoje rastlince, goji svoje brajde, daleč od Busha, Blaira, Al-Kaide, a mogla je i bolje, ma ajde. Mislim, v to se ne bom spuščal, ne. Hotel sem pač samo to povedati, res ne govorim za Slavica. Ampak v bistvu hotel sem samo to povedati, da enostavno celotno človeštvo rabi en miselni preskok, evolucijski, edino miselno lahko evolucijsko napredujemo, drugo zdaj ni, zdaj pa ali nas bo pohlep in ta zgodba intelekta človeškega pobralo, celotno človeštvo, pa bomo šli v neko total turobno zgodbo, ali pa, ne vem, bo prevladala John Lennonova filozofija, pa bo pisal nerd, pa bomo skontali v bistvu, da lahko vsi živimo v sožitju, pa delamo, ne vem, pizda, to je fucking science fiction. Zdaj, to, kar me sprašuješ, je izjemno kompleksna zadeva, zdaj lahko debatiram ful, nekaj bom probal pač vse skupaj v bistvu povzeti.
Prvo kot prvo je medijsko, živimo v informacijski dobi, to pomeni, da medijsko je zdaj preplava milijardo, biljonov, ne vem, bla, bla, bla informacij. Obstaja ena struja, ki te vlaga v potrošniško družbo in vse skupaj v bistvu, vse informacije potekajo na osnovi tega, da ti psihično masirajo mozak in te hoče narediti nekega človeka, da ga si in ti več čas prodajajo. In tako je bilo tudi takrat, ko sem jaz v bistvu naredil, bom rekel, miselni preskok, če se spet lahko tako izrazim, je bilo to, ni bilo interneta, torej bilo je manj glume, ampak je bil MTV, bil je Bravo, ko bo 8 Bravo, New Kids on the Block sem jih imel v realni velikosti, mislim, what the fuck, New Kids on the Block, Jason Donovan in take scene, ne, Madonna, vamo tamo, dokler nisem začel slučajno skejtat, ker me je prevzel pač en skejterski film. Na osnovi skejtanja sem skušal, da je neka druga muzika v zgodbi. Spoznal sem pionirje mariborskega skejtanja, so poslušali eno muziko, mi je prišel na uho Marš, sem poslušal, what the fuck is Marš, sem prišel na radio Marš, sem zaplul v neko drugo zgodbo, ki me je potegnila v live, katerem sem se znašel zdaj. In ni mi žal. Življenje ni potica, oguljena fraza, da ima dva obraza, manj stavno krutega spoznanja, da mi detka mraza. Kaj praviš na ta fenomen, ko si govoril prej o kvalitetni glasbi, da dan danes, pa če tudi se ne osredotočimo samo na študentske zabave, ampak na splošno, da je skoraj da že pravilo, da hale polnijo samo še modrijani, čuki in ne vem, ostali povprečniki, če sem lahko malo kritičen. Kakšno je tvoje mnenje o tem? Selo moje je lepše od Pariza, svaki pogled kao paraliza, lepo gori još lepše izbliza, na selu ne postoji kriza. Marsikdo otupi, ker ima čustva okrovi, ampak mi nismo takšni, kaj ne, uživamo življenje. Mislim, repam pa s bendom sem zato, ker se vrelo počutim. To je pač cena. Zdaj, če nekaj nam kapne not, hvala Bogu, smo toliko bolj veseli. Je tak, ne? Strinjate, ne? Zdaj, kaj nam bo naneslo, se pravi, delamo ful, za zdaj vsi uživamo, to je ful pomembno, mislim, to, kar pač delam kot border, je pa pač moj job, hkrati moja strast, pa sem jo nekako pokonektal z tem, da lahko se s tem preživljam v življenju in to mi je ful super. Verjetno, če bi bilo lahko z repanjem isto, da bi lahko preživel, bi mogoče delali isto, ampak ne vem, no. Zato pa še vedno to bolj nekako, kaj se vem, recimo, da je repanje bolj vse meni, pa to, kaj zdaj delamo za zobi, nekako bolj, da ne delaš za denar, ne, ampak da zdaj delaš zato, ker pač čutiš potrebo po nečem, da nekaj naredeš, pa se vrelo počutiš. Ono pa se delam, pa se vrelo počutim, pa še cuknem cash, tako da mi je vrelo, no, ampak ne vem, repanje mi nekako, če bi zdaj mogel začeti, zato ker se mi zdi samo to, da slejko prej, ko bi hotel iti v to, pa bi hotel čim več denarja imeti, da bi hotel preživeti, bi mogel pasti v nek kalup, v tej majhni državi, ki pa po moje nobenemu, niti meni, niti vsem ostalim v bendu ne je pasalo. Pa se jebeno dupla, jebeno dupla, jebeno dupla, se jebeno dupla, a se govori to je duplo, barvo, starvo, i karbo, tako bom rekel, bilo je od letošnjega poletja dalje, da je se zgodba Liza Hud, Lizike, Elizabete končala zaradi tega, ker je enostavno severna stena oziroma južna stena tako odstopala, da je bilo za sanacijo potrebnih preveč sredstev in je bila edina opcija, da zrušimo vse skupaj. Mi smo preračunali, pa bi mogli narediti 50 koncertov, da bi to sanirali. No, pa to, zakaj pa ne? Stari 50 koncertov, jebote, to je še modrijani nimajo tega. Smo pogruntali so fora, to kako na pizi, do te babice pa mame, stari pa ste ga ne delo. Študentske zabave. Stari študenti so pa tako ali tako najlažji za vodi, to pa so ovce, stari. Pol njega kurat sam daje za 2 evra, stari. In kdo je kriv? Mislim, če? Kdo je kriv? Država, stari, zato ker jim da za jezo stojim, stari, pa vse za stojim. Če bi vse sami plačali, bi delali. Ne, jaz mislim, da je kombinacija vsega, zaradi tega, ker študentska publika je neka publika, kjer bi se lahko neki bendi, kot so študentski bendi, alternativni, furali. Ampak ker on je organizator, on hoče da zaradi pare, on da jebene modrijane in oni so malo fajhni in ti moja rožica je najbolj enostaven tekst in vsi smo imeli dobro
če ga bomo znali. In to gre z roko v roki in vsi smo srečni. Oni so se imeli dobro, študent se ne spomni, kak je bilo. On je na polno halo in je naredil ta svoj budžet, Modrijani pa so tudi naredili, ne? Ja, samo ne gre pa tudi za merit, ne? Zaradi tega, ker folk jemlje to, kaj dobi, oziroma kaj ima na voljo vzeti. Tako da sami se odločijo konec koncev in tudi če se sami odločijo za pač take oblike zabave, valjda, da ne moreš biti jezen na nobenega, ne? V bistvu procesiramo na en taki ciničen, satiričen način in so te teme tuji, ampak nikoli nismo hodili nekaj moralizirati pa dajati folku vtisa, da prijejo na koncert, da jim damo message, ampak je Tekoči kruh čisto neki drugi vibe, ono pozitiva, fajn se imamo, probamo širiti pozitivno energijo, pozitivne misli in zaradi tega tudi mogoče se tebi ne zdi, da smo kritični, ampak smo zelo. Trenutna je prioriteta Tekoči kruh, ampak so kljub temu solo projekti vsi nekako povezani z nami, stari skupaj delamo komade, Šuljo dela bite, veš kaj mislim, tako da tudi ko je solo projekti na nek način za tem stoji Tekoči kruh, čeprav to zgleda na prvi pogled, ne. Tako da imamo nekaj, fokusiramo se na projekte, sploh zaradi tega, ker je Šuljo ponavadi tudi tisti, ko dela sound pa mastering pa vse, ne more delati 3 ali pa 4 plate naenkrat, razumeš, zato da jih dobro naredi. Vse on se mi zdi, da nima tak način dela in zdaj tako si vprašal, je trenutna prioriteta Tekoči kruh in ne solo projekti, ne. Posnajamo plato, preden se skupni sneg. Tako, definitivno je plata. Samo počasi. To glih hočemo povedati s tem to, da včasih je treba mogoče počakati malo, pa premisliti zadeve in potem izdati tudi nekaj, kar je svojih jajc vredno. Kolega. Tako. Tako da, ko bo in kdaj bo, se pustite presenetiti. To je največja doza, pomilo zatečem grlo, piješ vrlo teče z nosa. To je največja doza.